Naše 69. srečanje članov društva Belis je nekako nenačrtno sovpadlo z praznovanjem Dneva državnosti. Kaj pomeni državljan? Državljan pomeni, da se drži, da se zaveda svojega življenja, da se zaveda svojega odnosa do bližnjih, do someščanov, s katerimi živi, do prebivalcev in nenazadnje tudi do državljanov, do države. In glede na dveletno stanje, ki nas je to spremljalo v tem času, bi vam rad podal odziv usode ljudstva zaradi omamljene in povsem evtanazirane države. Zadeva je nekako analitično podana v pravnem vidiku. V letu 2021 so življenje v Sloveniji in Evropski uniji še posebej krojili zlasti ukrepi za zajezitev epidemije in njihove posledice. In vsi ti ukrepi so močno zaznamovali delo, naše delo, gibanje, odnose in življenje pri uresničevanju ustavnih pravic, pri katerih sta bili dve najmočneje izpostavljeni, in sicer pravica do dostopa do pojasnilnega postopka v zdravstvu in državni upravi in pravice do varstva osebnih podatkov. Marsikatera skrb, ki bi jo pred leti enostavno uvrstili med teme teorije zarot ali znanstveno-fantastičnih filmov, se je udejanjila v praksi. Odziv družbe kot celote pa je vnovič dokazal, da morajo države rešitve iz krize vedno iskati v ustreznem ravnovesju, sočasnem spoštovanju ne samo ene privilegirane pravice, temveč vseh človekovih pravic. Mnogi posamezniki se zlasti v skladu s svojo pridobljeno osnovno stroko, ki je ne opravljamo nujno kot osnovni poklic, trudimo in vlagamo poleg energije za preživetje dodatne neplačane napore v učinkovito nastavljanje skrbi in stisk posameznikov, podjetij, šol, zdravih novinarjev in drugih razumnih ljudi, ki so se znašli v zapletenem labirintu izvajanja ukrepov z resnimi posledicami, tako za zasebnost, kot tudi za transparentnost. Predvsem tisti se obračajo na nas, ki nimajo osnovnega vedenja, znanja, niti izkušenj zaradi nastale situacije zamegljenega pravnega labirinta, ki je namensko načrtovana tako, da ljudje naj ne bi razumeli stanja, v katerem so se znašli, ki je načrtovano tako, da ne prinaša sigurnosti, stalnosti in urejenosti, ki je načrtovano tako, da vnaša v družbeno življenje red takšne vrste, da ga je mogoče v vsakem koraku sankcionirati in kaznovati ali po domače rečeno oglobiti. Brez pojasnil, brez logike, brez redne pravne prakse in brez spoštovanja uveljavljenih zakonov in brez spoštovanja ustavnih pravic. Sporočamo vam, da podatki o delu Društva za srečno življenje Belis v dobrem polpreteklem letu ne ponujajo le razlogov za skrb, ampak kažejo tudi na dobro organizacijo članov znotraj društva, ne le v Sloveniji, temveč tudi širše, in na dobro delovanje civilne družbe. V iskanju učinkovitih rešitev se je pokazala moč združevanja ljudi, moč na novo nastalih organizacij, moč laičnih medijskih poročevalcev namesto enosmernega poročanja mainstream novinarjev ter moč povezovanja posameznikov in skupnosti na ravni pobud slovenskega civilnega povezovanja in družbe. Naši podatki dokazujejo, da civilna družba kot pomembne sogovornike in partnerje pri iskanju rešitev in uveljavljanju pravic najdejo pravne rešitve prav v Društvu za srečno življenje Belis. To potrjujejo tako vnovična rast skupnega števila obdelave pritožb v zvezi z zahtevanim številom prijav in pobud za uvedbo pregledov nad nezakonitimi inšpekcijskimi nadzori, policijskimi postopki, ki to niso bili, nad varnostnimi službami, katerih vloga še danes ni definirana in razjasnjena za čas stanja koronavirusa v smislu preseganja pooblastil pred vhodi v javne prostore, ter število pritožb za uveljavljanje pravic posameznikov. Torej, Društvo za srečno življenje Belis je prejelo tudi bistveno več klicev za mnenje oziroma pravna pojasnila, katerih
v državnih službah, ki so za takšna pojasnila plačana, zadolžena, niso mogla pojasniti, ker jih te službe ali enostavno niso dale, niti želele dati, ali pa so posamezna zaprosila preprosto ignorirale. Na podlagi pridobljenih izkušenj polpreteklega leta si upam trditi, da so človekove pravice, predvsem pa, da sta dve pravici, torej pravica do ustreznega pojasnila oziroma pojasnilnega postopka v zdravstvu in tudi dostop do javnih podatkov v državni upravi ter pravica do varstva osebnih podatkov, močno zasidrani v družbi in pravni zavesti prebivalk in prebivalcev, kot tudi državljanov Republike Slovenije. Tako močno zasidrani, da jih je država dolžna tako rekoč redefinirati z novimi ustreznimi pojasnili, ki bodo v skladu z naravnimi obstoječimi zakoni in matematično logiko, kar pomeni vsakomur razumljivo. Na področju transparentnosti delovanja države in do učinkovitosti dostopa do zahtevanih pojasnilnih in drugih strokovnih informacij javnega značaja, pa analiza podatkov glede delovanja državnih institucij ne kaže jasne, še manj optimistične slike. Prej nasprotno. Najbolj skrb vzbujajoča je ugotovitev, da se je po našem vzoru, ki ga vzorčimo na podlagi 5000 članov, kar za 36,5% povečalo število pritožb zoper državne organe. Leta 2020 smo prejeli 75 pobud za pomoč pri reševanju pritožb, v letu 2021 pa kar 287 prošenj za pomoč pri razlagi in reševanju pritožb. Vendarle tistih posameznikov, ki so se oglasili, kajti mnogi so kazni raje plačali, kot da bi se ukvarjali s pravimi nejasnostmi ali zaradi vljudnosti, da ne bi obremenjevali že tako delovnih članov Društva za srečno življenje Belis. Mnoge od teh pritožb so bile zavrnjene, čemur je sledila nova tožba zaradi eklatantnih zakonskih kršitev ali celo zaradi molka organa, ki je pritožbo prejel, zavrgel in jo dal v prevarantsko finančno izvršbo na škodo državljana. Temu lahko rečemo enostavno kar odtujitev ali kraja osebnega premoženja, kar predstavlja grob poseg v ustavno pravico do zasebne lastnine iz 33. člena ustave. V letu 2022 znova opažamo visok delež pritožb zaradi molka v skupnem deležu 41% vseh oddanih pritožb, na kar v društvu intenzivno opozarjamo že od nastalih ukrepov. Skrb vzbuja tudi povečanje število zadev, ki se nanašajo na pojasnitev nerazumljivih obrazložitev državnih organov, v katerih so prosilci v velikem številu kaznovani državljani na podlagi neustavnih odlokov, kar kaže, da se državna uprava, sodišča in druge ustanove na zaprosila ne odzivajo ustrezno. Zato vse zavezance pozivamo, naj pisne vloge in druge zahteve obravnavajo v najkrajših možnih rokih, naj ne zavlačujejo postopkov, ampak sledijo utečeni praksi iz predkoronskega časa, ki pa tudi ni bil bleščeč, a neprimerno boljši kot v času trajanja razglašene epidemije in v času po preklicu. Le v tako transparentni državi se namreč lahko razvija vključujoča in uspešna družba, kar še posebej velja v kriznih časih. Žal pri obravnavi teh pritožb ugotavljamo, da je odzivnost upravljavcev pogosto neustrezna in da se marsikateri upravljavec ne zaveda svojih obveznosti, ki izhajajo iz ustavne pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, kot tudi drugih z ustavo zagotovljenih kršenih pravic. Torej, na področju inšpekcijskega nadzora pa se je vnovič kot najbolj nujna pokazala potreba po transparentnem obveščanju o obdelavah in jasnem zakonskem urejanju obveznosti v zvezi z ukrepanjem glede epidemije. Najbolj množične prijave so bile namreč povezane z ukrepi države, povezanimi z epidemijo. Društvo za srečno življenje Belis je v letu 2021 prijelo enormno število obvestil o kršitvah podatkov o pacientih na podlagi 5. in 46. člena Zakona o pacientovih pravicah ter veliko uradnih obvestil o kršitvi varnosti osebnih podatkov na podlagi 38. člena Ustave Republike Slovenije. Državno povezovanje
in čezmejno sodelovanje so zahteve epidemije še okrepile. Številni novi izzivi v letu 2021 so tudi na ravni Evropske unije, EU in pri sodelovanju v okviru Evropskega odbora za varstvo podatkov pokazali, kako pomembno je sodelovanje nadzornih organov ter spoštovanje ne samo lokalnih, temveč predvsem mednarodnih pogodb. Med odmevnimi primeri pa niso bili le spletni velikani, ampak tudi drugi akterji, kot so ponudniki bančnih storitev, povezanih vozil in podobno. S ciljem krepitve učinkovitosti čezmejnega sodelovanja v okviru Evropskega odbora je ta leta 2021 pripravljal smernice za sodelovanje nadzornih organov po členu 60 splošne uredbe. Na ravni Evropske unije je Društvo za srečno življenje Beli za svoje člane izvedlo več 10 postopkov tudi v primeru evropskih lokalnih sodišč. Največ primerov smo zasledili v Republiki Avstriji, kjer so grobo kršili pravo Evropske unije, kot tudi lokalno državno upravo, v primeru čezmejnega sodelovanja po členu 60 splošne uredbe, v zvezi z upravljavci, ki izvajajo čezmejno obdelavo osebnih podatkov. V vseh primerih, s katerimi smo se spopadli, so sodišča ugotovila enake kršitve v smislu nadzornih obmejnih organov, torej po členu 56 splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. V dveh primerih pa za vodilni nadzorni organ. Nekaj postopkov čezmejnega sodelovanja pa smo v društvu sprožili na podlagi prejetih prijav oziroma pritožb, vezanih na ravnanje obmejne policije na mejnih prehodih. Društvo za srečno življenje Belis v svojih postopkih vedno znova ugotavlja, da večina prebivalcev in državljanov želi delovati skladno z zakoni, a potrebujejo pomoč in jasna navodila. To se je tudi leta 2021 izkazalo zlasti v zvezi z ukrepi, povezanimi z obvladovanjem epidemije na področju delovnih razmerij, ob pogodbenih kršitvah in kršitvah zakona o delovnih razmerjih, predvsem v 43. členu in na področju izobraževanja. Žal se država in zakonodajalec tudi v preteklem letu nista odzvala na glasno izražene potrebe po jasnih predpisih in razumljivi opredelitvi obveznosti posameznikov, na katere že od samega začetka epidemije na različne načine opozarja Društvo za srečno življenje Belis. Zakonodajalec tudi v letu 2021 ni izkoristil priložnosti, da bi na ustrezen način uredil materijo odzivanja na epidemijo in zadostil pozitivni obveznosti zagotavljanja pravice do zdravstvenega varstva, varovanja javnega zdravja in življenja vseh članov družbe. Predvsem pa odpravil številna neskladja, ki jih je v letih 20 in 21 že ugotovilo Ustavno sodišče Republike Slovenije in preprečil morebitna neustavna stanja v prihodnje. Z zakonodajnim pristopom urejanja vsebinsko raznolikih materij z enim zakonom se načenja institut pravne varnosti in spodkopava sistemsko ureditev področij, ki so sicer vsebinsko tako rekoč zaključene enote. Slovenija ob tem še vedno ni sprejela ključnega zakona za izvajanje General Data Protection ali tako imenovane splošne uredbe. Zato je leta 2021 do hudih težav in stisk prihajalo prav zaradi nejasnih navodil, zaradi česar posameznih uradnih odločitev ni bilo mogoče izvajati v praksi. Društvo za srečno življenje Belis je zato v ta namen med drugim pripravilo posebne notranje smernice usklajene s statutom društva, ki so omogočale zagotavljanje skladnosti rešitev v šolstvu, smernice za organizatorje dogodkov in vodnik po pravicah za posameznike, ki so bile usklajene s statutom društva, z ustavo in evropsko zakonodajo. Zaradi izredno velikega števila prejetih vprašanj smo v okviru projekta Suvereni človek pripravili posebne smernice glede vidikov varstva osebnih podatkov pri preverjanju pogoja PCT za delodajalce, posameznike in za šole. Posebno pozornost je Društvo za srečno življenje namenilo vrtcem in njihovim zaposlenim, izvajalcem taksi služb, šolam in učiteljem, zaposlenim v delovnih organizacijah, kot tudi zaposlenim v javni in državni upravi. Kdor se je za pomoč k nam obrnil, in sicer prek dokumentarnih preventivnih aktivnosti za skladnost
z državno neskladno zakonodajo. V ta namen je Društvo za srečno življenje Belis izdalo diplomatsko potovalno listino, izdalo je mobilno EU digitalno potrdilo, vse to na podlagi predhodne prijave članov v Društvo Belis, pri predhodnem prejetju izkaznice, s katero se izkazuje kot član oziroma delegat Društva Belis, je vsak član prejel odločbo Društva za srečno življenje Belis, ki je skladna z ustavo, zakonom o društvih in z evropsko zakonodajo. Vsak član je prejel tako imenovano diplomatsko, kot smo rekli, potovalno listino in pa na koncu mobilno EU digitalno potrdilo za samo testiranje, ki ga je društvo izdalo za naše člane. Ali v angleščini EU Digital Mobile Self-Test certifikate. Izdalo je neštevilna potrdila članom društva za možnost gibanja oziroma potovanja od doma do službe v času najstrožjih ukrepov in drugo ustrezno dokumentacijo za lajšanje življenja v segmentih družbe, ki je bila povsem pavšalno in neustrezno zadušena v imenu javnega zdravja, pod nesmiselno parolo varovanja zdravja drugega. Državi torej sporočamo, da je uspešnost naslavljanja kriznih situacij glede na izkušnje iz leta 2021 neposredno odvisna prav od transparentnega vodenja vseh sistemov države in spoštovanja človekovih pravic. V nasprotnem primeru posamezniki in družba ukrepov ne ponotranjimo, ne krepimo in ne izvajamo učinkovito in posledično se kriza poglablja, kar vodi v nove težave in zato ima tako resne, celo dolgoročne posledice za celotno družbo. Leto 2021 nam je državi kot povsem nefunkcionalni instituciji nastavilo ogledalo, ki je pokazalo dobre in slabe strani. Po naših izkušnjah več slabih kot dobrih. Naša skupna naloga pa je, da se iz teh izkušenj naučimo in se izzivov lotimo vsak v okviru svojih pristojnosti. Društvo za srečno življenje Belis si bo zato z odlično ekipo, ki je ob vseh izzivih krize leta 2021 pokazala, kako je predana pravicam, ki jih varuje z aktivnim sodelovanjem z vsemi deležniki in z odprtostjo do članov, kot tudi drugih posameznikov, podjetij ter vseh drugih organizacij, tudi leta 2022 prizadeva učinkovito zavarovati človeka in vse njegove pravice, ki mu po koroni zakona, torej po ustavi, po kroni zakona, torej po ustavi in statutu Društva Belis za srečno življenje pripadajo. Dobrodošli pri nas, kjer sprejemamo za pravilne le tiste družbene zakone, ki so v skladu z naravnimi zakoni in matematično logiko. Iskrena hvala za vašo pozornost, lepo praznujte naprej in lepe počitnice.